Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alle Zeit mit euch. Gospod z vami. Bratje in sestre, dragi farani, dragi otroci. Liebe Kinder des Kindergartens, liebe Brüder und Schwestern, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe versammelte Pfarrgemeinde. Naša farna cerkev obhaja letos častitljiv jubilej 500-letnice obstoja. Stoji trdno kot skala, kot mesto na gori, na temelju, ki je Kristus. Mi naj bi bili v njej živi kamni. Bog usmili se, usmili se. Bogu smili se, Bogu smili se. Bogu smili se, usmili se. Bogu smili se, Bogu smili se. Lass uns beim Genießen dankbar sein und mit den Nahrungsmitteln sorgsam umgehen. Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Stojiva pred cerkvijo v Pliberku, na katerih piše obletnica 1512-2012, pomeni, da je ta župnija zelo stara. Župnija je še starejša, župnija se prvič omenja leta 1241. Prvotno je bila manjša cerkev, letos praznujemo 500-letnico te obstoječe cerkve v tej velikosti, razen stolpa, ki je približno 120 let pozneje bil dvignen na to današnjo višino 50 metrov. Ta 500-letnica je obeležena z mnogimi praznovanji, ki smo jih imeli v teku letošnjega leta, od benefičnih koncertov, obiska nuncija, potem smo imeli župnijski misijon meseca maja, potem dolgo noč cerkva, potem je nogometni turnir in kot višek dosedanjih slovesnosti
Dan srečanja 24. junija o 500-letnici, kjer smo povabili vsa društva, vse farane in so se, hvala Bogu, v velikem številu tudi našemu vabilu odzvali. Prišel je celo tudi deželni glavar, škof sam je prišel in tako naprej, da je bil to zelo lep praznik. Vmes smo imeli peš romanje po poteh Heme Krške, od Pliberka preko Humca, svete Katarine, peš k sveti Rozaliji na sveti Hemi. In danes, tako rekoč kot zaključek teh praznovanj, naš župnijski farni praznik, zahvalno nedeljo kot zaključek teh praznovanj ob 500-letnici. Tako da se ljudje kar dobro počutijo tukaj v naši sredi in smo jih prisrčno vabili in tudi še enkrat prav prisrčno pozdravljam. Za to jubilej ste pripravili, ste uredili novi trg ob cerkvi in tudi razne spomenike postavili. To je pravzaprav že daljša zgodba. Ta načrtovanja grejo že nazaj na leto 2007. V letih 2007 do 2009 smo kot pripravo na evropsko razstavo, v katero je bila vključena poleg občine tudi Fara Pliberk, na novo oblikovali trg okoli cerkve, cerkveni trg, ki se imenuje zdaj tako rekoč Evropski trg, to pa zaradi tega, ker so v njim simboli vseh evropskih držav Evropske unije in Švice v okolju, v segmentih in zato tudi Evropski trg. Poleg tega imamo v pročelju cerkve Hemin vodnjak kot simbol na krst in pa oznake, simbole ostalih 6 sakramentov, vseh 7 sakramentov. Tukaj pred cerkvijo pa smo ustvarili po načrtih arhitekta Toneta Reichmana in Rudija Benetika, umetnika. One simbole je ustvaril Blažej Helmut, sami domačini pravzaprav. In tukaj smo ustvarili vrt religij, v katerem so upodobljeni simboli iz stekla, simboli svetovnih religij. V sredini krščanstvo, potem levo, desno, 2 monoteistični verstvi, judovstvo in islam, in potem desno in levo budizem in hinduizem. Ti simboli so vliti v steklo in so bili ustvarjeni v študiju Foradori v Italiji pod nadzorstvom in po načrtih umetnika Rudija Benetika. Koliko fara šteje duš? Župnija šteje pičlih 4000 duš, od tega je, lahko bi rekli, 95% katoličanov, potem imamo 150 evangeličanov in nekaj tudi muslimanov in drugih verstev, nekaj jih je pa kot vsako leto tudi po naših župnijah izstopilo že iz cerkve, da niso več člani katoliške cerkve. Dekanija je imela pred leti tudi kontaktni teden, kjer so škof obiskal vse župnije, da bi poglobil vero v ljudeh. Kakšno izkušnjo imate iz tega kontaktnega tedna? Kontaktni teden leta 2008, ki je potekal od 23. februarja do 2. marca, intenziven verski teden z mnogovrstnimi ponudbami in bogatim programom, sporedom, je bil prav gotovo za vse župnije naše dekanije ena poživitev. Že samo to, da je škof bil skoraj cel teden prisoten, navzoč pri mnogih prireditvah in se je srečal z lovci, z Marino legijo, z sodelavci, župnijskimi svetniki, s Caritas in z vsemi ustanovami, s pevci, tako da je tudi gasilci, tako da je bilo to res nekje poživitev za celotno regijo in mislim, da je to nekaj pozitivnega bilo in to bi bilo tudi v prihodnje važno, da se na dekanijski ravni tudi bolj povežemo, predvsem ne samo zaradi tega, ker ljudje spadajo k isti dekaniji, ampak tudi zaradi pomankanja duhovnikov, ker se moramo bolj povezovati med seboj. Unsere Gaben zu bringen. Ich bringe ein Roggenbrot. Es ist das Brot der Menschen, die hart arbeiten müssen. Es erinnert an die Frauen und Männer in der Welt, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und dafür kämpfen müssen.
Gott schenke uns Gerechtigkeit in der Welt. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Prinašam prepečenec, to je kruh za bolne. Spominja nas na tiste, ki upajo na ozdravitev. Bog podari nam to, kar potrebujemo za ozdravitev. Kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Prinašam nekvašeni kruh. Izraelci so ga pekli pred begom iz Egipta. Spominja nas na ljudi, ki bežijo, ki morajo zapustiti svojo domovino in živeti v tujini. Bog podari nam razumevanje za njih situacijo. Kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Ich bringe das Fladenbrot. Es ist das Brot, das in vielen Ländern gebacken und gegessen wird, in denen die Armut herrscht. Es erinnert uns daran, dass Gott nicht will, dass Menschen hungern müssen. Gott gibt uns die Fähigkeit zu teilen. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Ich bringe Oblaten. Sie erinnern uns an Jesus, der gesagt hat, was ihr getan habt, einen von den Geringsten, das habt ihr mir getan. Gott gebe uns die Kraft, in seinen Sinnen zu handeln. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Molimo, vsebogočni, večni Bog, blagoslovi in posveti te darove, prinešene kruhe in zelišča in darove današnje zahvalne nedelje. Bodi vedno z nami in nas blagoslavljaj in nam daj dosti vsakdanjega kruha. Segne diese Brote, die Feldfrüchte und alle Gaben zum Erntedankfest, die wir heute hierher gebracht haben. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Nekdaj sta bila v Pliberku župnik in 2 kaplana. Danes je eden samo dekan, ki ima še eno faro Vogrče zraven. Kako vidite budućnost? To so bili zlati časi, ko je bil še Pliberk župnik, 2 kaplana, Šmihev župnik, kaplan, Vogrče zasedene, Žvabek zaseden, Suha zasedena, Kazaze zasedene, vse župnije, požupnike pa še kaplane. Danes smo tako rekoč 4 duhovniki, gospod podekan Franče Kramperger, potem Simon Vute, ki bo v par tednih 80 let, in Janez Stratar, ki opravlja Kazaze. Imamo še enega duhovnika, pomočnika, Franca Hudla, ki pa je zelo bolan, tako da nam skoraj ne more več pomagati. Izgubili smo tudi pastoralno asistentko zaradi bolezni. Upamo, da bo novi pastoralni asistent, ki bo s 1. oktobrom začel svoje delo, Sašo Popijal, stopil v stopinje, da bo poživitev ne za varno, ampak tudi za versko življenje na dekanijski ravni. Vi ste prišel v Pliberk kot novi pastoralni asistent. Odkot prihajate in kako vam je ime? Sem Sašo Popijal, prihajam iz župnije Radlje ob Dravi, tako iz slovenskega konca prihajam sem. Sem približno 40 km proč, ampak mislim, da bo mi ta župnija prerasla čim bliže k srcu. Danes ste se predstavili v cerkvi kot novi pastoralni asistent. S kakšni pričakovanji in prihajate in ste se srečali prvič z verniki? Prihajam čim bolj odprt. Tako bi rad tudi pritegnil vse ljudi, ki so daleč, ki so blizu župniji, da bi čim bolj postali eno s Kristusom ali pa čim bliže Kristusu. In to pričakujem tudi od tega dela tukaj v tej župniji, da prihajam do ljudi. Tukaj je dvojezična župnija, kako boste ta problem reševal? Nekaj znanja nemščine že imam. Bil sem že nekaj časa tudi v Celovškem arhivu in pa na Slovenskem pastoralnem uradu. Sedaj pa bom se udeležil tudi enega tečaja, ki je namenjen predvsem tem, ki prihajajo v Republiko Avstrijo kot delavci, ki bojo dosti z ljudmi in imeli stika z ljudmi. Kot pastoralni asistent v tem času pomanjkanja duhovnika, kakšno mesto in perspektivo vidite v cerkvi? Cerkev deluje počasi, vendar z trdnimi koraki. Tako tudi pričakujem, da bo v bodoče, kakor tu, tudi na slovenski strani, odprla pot čim več laičnim teologom. Imamo jih kar nekaj in bi imeli možnost delovati na tistih področjih, kjer lahko nekako pomagajo duhovniku. Vemo, da ene stvari bi lahko upravljali in tukaj vidim predvsem perspektivo, da recimo obhajanje, srečevanje z mladimi, starejšimi, podobne stvari. Dela vam ne bo zmanjkalo, zato vam želimo veliko uspeha in Božjega blagoslova pri novi pastoralni službi v Pliberku. Hvala lepa, hvala lepa. Gospod Jože Lodrand, vi ste zelo povezani s avstrijsko Koroško in Slovenci tukaj, ki tukaj živijo, ker večkrat v sili skočite na pomoč. Kakšne vezi, kako doživljate vi Koroško? Tale točka, posebej v Pliberku, je za mene zelo pomenljiva, usodna, ker pred davnimi, lahko rečem, 60 leti sem tukaj obiskoval svojo teto. Teta, ki je bila najmlajša od naših tet in pa najstarejšega njihovega brata, sušnika doktorja Franca, in smo bili v zelo tesnih stikih, pa ne zaradi kakšnega svojega arestantovskega staleža, pač pa oskrbovali so, oni so kuhali za jetnike tu v tej sosednji stavbi in od doma sprevali smo jih pa po svoje oskrbovali, oni so pa tudi nas po svoje oskrbovali. Torej,
dolgočasna zgodba za koga, ki se ne bi maral poglobiti v vse te storije, ki pa so že od zdavnaj zakoličene bile. Namreč tudi na graščino pliberških grofov imamo svoje spomine, ker je tik tam pod Uršljo goro neka zelo skromna kmečka lokacija, ki pa seveda počasi propada zaradi bednega življenja v tistih suhih krajih, namreč imenuje se en mali vrh pod Uršljo goro, pač neka vzpetina, Suški vrh. Ja, gospod Jože, kako ste pa doživljate Koroško cerkev? A to današnjo? Ja. Koroško cerkev, ja, sploh sem spet bil prav usodno povezan z njo. Med okupacijo sem imel neko luknjo, da sem na pol dezertiral iz vojaške službe in se zatekel v koroško bogoslovje, ki je bilo tedaj v Krki pri Sveti Hemi, in en mesec že tam na račun svojega spričevala, ki je bilo odhodno spričevalo, bil sem že na koncu gimnazijskega šolanja in izkoristil seveda v prijetnem smislu, pač pa je potem to bilo kmalu prekinjeno. Imel sem pa čast in veselje in pa ugodnost, da sem z tedanjim škofom, ki je potem postal salzburški nadškof Roracher, da sem bil sprejet v bogoslovje. In tedaj nas je bilo iz Mežiške doline, nas je znašlo, no, lahko rečem, pliberške, nekdanje župnije oziroma dekanije, smo se znašli v Krki kar 4 slovenski bogoslovci iz Mežiške doline. Kaj se je pa tam še dogajalo, sem pa šele mnoga leta potem, ko smo že bili vsi vsak na svoj način vrženi na vse strani neba. In kako je, no, to bi bilo pa nevarno zdaj na dolgo in široko razpredati, čeprav se je že v bogoslovju nekoliko kresalo med temi današnjimi posledicami, ki še danes trajajo politično, da smo razdvojeni, miselno oziroma nazorsko, da imamo nekje svoje pripombe in pa svoje pomisleke nad eno ali drugo, ne bomo rekli polovico, če je polovica, bi bili samo 2, ko nas je pa pri vseh naših 2 milijonih Slovencev seveda še več kot pa 2 milijona strank, da čutimo to razdvojenost, ki sega seveda, ne da bi bili sami za to kaj krivi ali da bi se kaj opredeljevali. Pač pa zanimivo je, da sem doživel čisto od blizu tisti ustaški pohod, ki se je tu v Pliberku končal v živo, recimo doživel tisti dan, ko so mimo naše domače hiše v Prevaljah, kjer sem bil ravno takrat k sreči izven vseh teh konfliktov, srečno sem to prestal, ampak mimo nas je šlo 10 in 10 tisoče ustašov, ki so se potem tu na Libuškem polju ustavili. In kaj smo takrat mi doživeli, lahko rečem, da v vseh 4 letih okupacije ni bilo takega
biti ali ne biti, kot se pač reče po hamletovsko, da smo to doživljali, čeprav smo bili daleč od vseh teh slovenskih razprtij in razkroja na dve strani, da smo bili prav tisti dan deležni te groze, ko se je šlo za, no, se je to že popisano bolj spretno, kot pa je zdaj lahko to povedano. Res je pa, da je tam Pliberk pa to Libuško, to Podjunsko polje za nas tisto pravo polje, ki je izza naših spodnjih dolin, kamor pač spadamo po politični kakršnikoli razmejitvi, da smo bili že kot mladi fantiči, čisto še pred gimnazijskim, že dobro zasidrani v poreklu recimo našega domačega kraja Prevalje, da smo to razlagali ne kot nekakšna vasica, kar tedaj sploh še moglo ni biti, ampak da smo bili otroci v kraju, ki je bil pred veliko dolino, in to z znanjem par besed latinskih Prevali. Torej ne gre se pri nas, to je naša skromna otročja ošabnost, da se ne gre za to, da gre za preval pred kraljevimi klanci, ampak da gre za tiste vzpetine, ko prideš na vrh te vzpetine nad Lokovico in ko gledaš res to veliko široko dolino, ki se v pravem pomenu po latinsko imenuje Velika dolina. Če so tiste stezice, so časih bile, zdaj pa raste grmovje, noj zeline travi. Zdaj pa raste grmovje, noj zeline travi. Bom grmovje posikal, travice bom naredil zezice, če so časih bile. Bom naredil zezice, če so časih Še besedo dve o pastorali. Kako je mladinska, šolska pastorala glede verouka in prvega obhajila, kako to poteka v vaši fari? Glede verouka je tako, da imamo v župniji oziroma v dveh župnijah, ki ko skrbujemo, Vogrče in pa Pliberk, imamo 4 veroučitelje, ki so tu, to je Pepe Polesnik, potem Lidija Kap, ki v Libučah uči, potem Inge Kušej in pa Bernadeta Juvan. Je tako, da v glavnem laiki učijo, pred leti sem še tudi jaz poučeval v šoli verouk. Potem prvo obhajilo se pripravlja v župniji, seveda pa tudi šola pri pripravi sodeluje z zborom, da tudi podpira to
dejavnost in tako da je tudi v šoli lahko imamo razne prireditve. Glavno vlogo in priprave ima pa seveda župnija s starši. Večere staršev pripravljamo in potem imamo tudi še majhne skupine, v katerih razni matere in očetje pripravljajo svoje otroke na prvo obhajilo poleg šolskega verouka še. Spovedujete otroke v šoli, kakšna izkušnja je to? Ja, seveda bi bilo idealno, če bi otroke lahko spovedovali v cerkvi. Vprašanje je, kako jih pripeljati tja nazaj. Tako v šoli pa le skoraj da vse, v ljudski šoli grejo vsi, v glavni šoli pa lahko rečemo, da 95% vseh glavnih šolarjev tja do 14. leta. Imamo 2-3 na leto, ko povabim dekanijske duhovnike za spovedovanje, imajo pa le priložnost za spoved, najbrž da bi tehnično to težko bilo izvedljivo, če bi jih morali v eni uri v cerkev peljati, pa spet nazaj, tako da je vprašanje, kaj je bolje, ali da se tam, seveda bi bilo bolje, da bi se v cerkvi spovedovali, da bi se navadili na sakralni prostor in na ono. Na drugi strani je pa tako, da bi jih potem tja ne dobil toliko. To je pač pastoralni problem. Obstoja cerkveni časopis Nedelja, kako je to razširjeno med ljudmi? Nedelja je zelo razširjena med ljudmi, imamo v župniji Pliberk skoraj da 300 naročnikov Nedelje in potem še Kirchenzeitung oziroma Sonntaganih 100. In tudi imate farni list in kakšen namen je farnega lista? Farni list ali farno pismo izhaja 8 do 10 krat na leto. Namen je informacije župnije vseh, tudi takih, ki ne pridejo k maši, ker farni list po pošti dobijo vsa gospodinstva, informacije o duhovnem, o pastoralnem, o farnem življenju, poročila o raznih praznovanjih in tako naprej, duhovna misel in pa prireditve, ki so tam nanizane, da se ljudje lahko o tem informirajo. Prej smo imeli farni list vsa leta bolj na kvalitetno, bolj na nizki ravni, ker smo ga pač sami tiskali, zdaj zadnje 3 številke, pa smo na pobudo šmihelskega župnika, to moram res reči, se upogumili, da imamo novo kvaliteto in to tiska zdaj Muhorevo, tako da je res bolj kvalitetni farni list, da ga rad vzameš v roke. Kakšne izkušnje imate in župnijskim svetu in koliko vam pomaga pri vašem delu? Župnijski svet pravzaprav zelo dobro pomaga. Mi imamo zdaj 5 novih članov v župnijskem svetu, 4 smo poslovili oziroma so prostovoljno nehali po tej mandatni periodi, ker so že bili 3 periode ali nekatera ena celo 5 ali 6 v župnijskem svetu, zdaj imamo 5 mladih. Imeli smo že 3 seje in mislim, da se bo kar uneslo in da je zelo pozitivno vzdušje in zdi se mi, da bo zelo dobra pomoč župniku tudi v prihodnji periodi 5 let. Vi ste podpredsednik župnijskega pastoralnega sveta. Moje ime je Felix Puhvald, po slovensko je to pravzaprav Srečko, ne? Sem pa že v 3. periodi v farnem svetu, že sedaj v 2. kot podpredsednik, ne? Ja. Prej sem pa kot samo enostavno v župnijskem svetu bil, ne? Volitve v župnijski pastoralni svet so potekale pod motom dobro, da imamo faro. Kako ste to doživljali? No, to je na različne načine. Nekateri so bili zelo navdušeni, nekateri pravijo, da mora biti, ni morda treba volitev, ampak eno pot moraš pa najti, da se naredi skupnost, ki deluje za cerkev, ne? In predvsem pa za farno občestvo, ne? Kakšno pomoč lahko župnijski pastoralni svet nudi župnikov v tem času, ko je pomanjkanje duhovnikov? No, to je na različne načine, ne. V farnem svetu ga zmeraj podpiramo, glavna glava župnijskega sveta je gospod župnik, je zelo agilen in se obračamo potem in se dogovorimo z njemu, da delo zelo dobro teče, ne. Gospa Olauf, jaz vas lepo pozdravljam, vi ste največ glasov dobila v župnijskem svetu, čeprav niste sprejela predsedništva. Ich begrüße Sie, Frau Olauf. Sie haben in dem Pfarrgemeinderat die höchste Zahl Stimmen bekommen. Und wie sehen Sie Ihre Rolle in der Pfarrgemeinderat, in der zweisprachigen Pfarre?
Ich glaube, da muss sehr viel Herzlichkeit und Menschlichkeit dahinter sein, damit man sehr viele Stimmen bekommt. Und vor allem auch ist meine Tätigkeit, die ja praktisch schon über 10 Jahre dauert, das ist das 11. Jahr, dass ich im Pfarrgemeinderat bin. Und ich glaube, dass die Menschen das einfach spüren, wenn man für die Menschen da ist. Und ich glaube, das Motto heuer von der Diözese mit Jesus Christus den Menschen nahe sein, das ist eigentlich hat für mich eine ganz große Bedeutung. Ich arbeite sehr gern, ich habe immer mit Menschen gearbeitet, auch mein Beruf, den ich vorher ausgeübt habe, war ein sehr menschlicher Beruf und ich mache das mit sehr viel Freude und mit sehr viel Engagement. Sie ist eine Unternehmerin. Und wie sehen Sie Ihre Rolle in der Pfarrgemeinderat? Welche Hilfe und leisten Sie in der Pfarre? Ich sehe das auch von der unternehmerischen Seite her, weil auch die Pfarre ist ein Unternehmen. Wenn man das von der anderen Seite betrachtet, dann ist auch die Pfarre ein Unternehmen. Seitens finanziell, man hat Einnahmen und Ausgaben. Natürlich durch meine unternehmerische Erfahrung konnte ich da sehr viel mit einbringen. Und speziell, wenn es um die Renovierung der Kirchen geht oder es ist einfach so, wenn man gewisse Erfahrungen hat und wenn man die einbringt, dann finde ich das dann einfach positiv. Heute ist Pfarrfest hier in Bleiburg. Ja. Welches Ziel möchten Sie mit dem Pfarrfest erreichen? Menschen zusammenzubringen, ganz gleich, was sie sind und woher sie kommen, einfach für die Menschen da zu sein und, wie gesagt, eine Gemeinschaft zu bilden, unabhängig, wer eigentlich ist. Also wie die Menschen sind, also welcher Sprache er spricht. Und es soll ein Fest der Gemeinschaft sein. Die Pfarrgemeinderatwahl war unter dem Motto „Gut, dass es Pfarre gibt“. Wie das Sie verstehen? Wie gut, dass es die Pfarre gibt, weil ich glaube, die Pfarre macht mehr. Also sie wirkt im sozialen Bereich, sie im seelsorgerischen Bereich. Die Pfarre ist ein grenzüberschreitendes Unternehmen und ich glaube, ohne Pfarre würde es in Bleiburg und auch in Kärnten vieles nicht geben. Gospod Franc Vrhnjak, vi ste tako velikodušen človek, da ste celo služite 2 farama. Stanujete v podružnici Pliberške fare, pomagate pa tudi v Šmihelu, ste mežnar od zjutraj. Kakšne izkušnje imate vi kot ključar v Libučah? V Libučah se kar dobro počutim, sem že 15 let poročen v Libučah in vzdušje in mi lepo pomagajo tudi drugi ljudje, a se tiče košnje, ukrašene cerkev in tako naprej. Vi ste tudi izvoljen v finančno komisijo. Ja, sem izvoljen prvo periodo že letos in upam, da bo še tako dobro šlo naprej. Kakšno pomoč nudi župnijski svet župniku? Župnijski svet je po svoji sposobnosti, da pomaga župniku pri različnih prireditvah, pri mašah in tako naprej. Gospa Inge Kuše, vi ste katehistinja v Pliberški fari, v osnovni šoli Pliberku. Kakšne izkušnje imate z veroukom? Ich gehe gern in die Schule, mir gefällt es gut. Meine Arbeit ist mir wichtig und bin gern mit den Kindern zusammen und habe das Gefühl, die Kinder haben auch total gern Religionsunterricht. Wie vermitteln Sie die Inhalte des Glaubens den Kindern? Ja, ganz verschieden. Mit Spiel, vorwiegend mit Geschichten, mit religiösen Übungen, mit Ritualen. Ganz verschieden, ganz vielschichtig, mit Liedern, Weil die Pfarrer fehlen und Sie ersetzen den Pfarrer oder der Priester in der Schule, im Religionsunterricht. Wie fühlen Sie sich in dieser Rolle? Ja, der Herr Pfarrer ist erst 1 Jahr jetzt von der Schule weg. Für mich war es besser, als er in der Schule war. Aber ja, jetzt geht es so auch. Jetzt gehen halt wir mehr in den Pfarrhof her und gehen ihn besuchen, sodass die Kinder halt trotzdem Kontakt haben.
Nicht nur über den also nicht nur über die Erstkommunion und über die Beichte, sondern auch, dass wir Kontakt halten. Mit welchen Kenntnissen des Glaubens kommen die Kinder in der Schule und wie diese Probleme lösen? Zum größten Teil, also da geht es noch, es ist noch ein Potenzial da, aber es wird zunehmend weniger, es wird schon immer weniger. Also sie gehen kaum in die Kirche. Es ist so um die Erstkommunion herum ist noch okay, flautern ab und ja, man kriegt sie sehr schwer. Also so einfach ist es nicht. Kako pa rešujete dvojezičnost? Ja. Wie Sie konfrontieren mit Zweisprachigkeit? Ja, also ich bemühe mich, ich kann so viel kann ich nicht, aber ich bemühe mich halt, also wir singen, wir beten. Das geht also die meisten Kinder kommen ja ohne Kenntnisse, viele sind angemeldet, die meisten kommen ohne Kenntnisse in die Schule und lernen es in der Schule erst. Aber es ist schwierig, es ist nicht so einfach. Und für Sie, slowenische Sprache? Ja, also ich bin am Lernen. Ja, also was ich kann, das gebe ich mit und also ja, ich denke schon, also, dass wir gut zurechtkommen. Auf der Olm ist Kaplein, tut's bald regnen, tut's bald schneien, in der Hitten kann's nicht sein, zirkt der Wind aus und ein. Hollari, hollare, hollari, hollaro, wohl auf der Hede folgt der Schnee, wo das warst und bei dir an ihrem Fenster, da muss warm außergehen. Ja, sonst daten die Schmarotzer nicht, so lang dort stehen. Hollari, hollare, hollari, hollaro, wohl auf der Hede folgt der Schnee, wo das warst und bei dir an ihrem Fenster schleicht der Fuchs aus und rein und lässt den Schwarf hängen, der muss umschossen sein. Hollari, hollare, hollari, hollaro, wohl auf der Hede folgt der Schnee, wo das warst auf der Olm ist kein Spaß, liegt der Bock, bei der Gas liegt der Stier, bei der Kur, bei der Sennerin der Pur. Hollari, hollare, hollari, hollaro, wohl auf der Hede folgt der Schnee, wo das warst liegt der Stier, bei der Kur, bei der Sennerin der Pur. Hollari, hollari, wohl auf der Hede. Kako rešujete problem dvojezičnosti? Kakšne so tukaj težave? Mislim, da kar se tiče dvojezičnosti, da so bile težave, ko sem prišel sem v Pliberk pred 20-19 leti, dosti večje, ker je bila večja napetost in so ljudje včasih celo šteli besede, koliko je slovensko, koliko je župnik nemško naredil. Mislim, da se je to nekjem omililo in je zdaj celotno bolje vzdušje. Imamo tudi v nedeljo imamo eno mašo nemško, tudi eno slovensko. Je pa tako, da imamo po podružnicah skoraj da izključno slovenske maše z malimi deleži nemščine. Kar je pa naš problem, je pa to, da mladi in otroci če dalje manj razumejo slovensko in ker se starši niso več pogovarjali z njimi slovensko. Je pa v zadnjih 5-6 letih en zanimiv trend, da babice, ki znajo še dobro slovensko, se zdaj z vnuki začnejo ponovno pogovarjati slovensko, ker so čutile, da so otroki nekaj zamudile in to hočejo zdaj na vnukih nadoknaditi in starši jih celo motivirajo k temu, da bi rekli, babica ali pa dede, ti govori sta malim slovensko, jaz slabo znam, da jih ti naučiš, ker vidijo to ali na novo spoznajo to kot vrednoto.
kako župnija prinese svoj delež k ohranitvi slovenske besede. Župnija zelo močno prinese svoj delež ohranitvi slovenske besede, že s tem, da je župnik Slovenec, da se vsak, kdo se hoče ali kdo želi se z njim slovensko pogovarja, in z menoj se večina ljudi slovensko pogovarja, tudi taki, ki samo malo znajo. In s tem, da so bogoslužja v nemščini, da petje, molitve in vse te forsiramo tudi v domačem jeziku, s tem tudi utrjujemo identiteto. Vi, ko ste zdaj kot starejši duhovnik, prihajate pomagati na Koroško. Ja. Kako danes doživljate Koroško? Mi jemljemo gotovo z nekim razumevanjem, da tako kot je, da nikoli ni bilo drugače in da je ta dvojnost nekaj takega, kar moramo čisto mirno vzeti v zakup, da nismo tudi s tistim nacionalnim ponosom, ki naj bi pač bil tista naša napotnica, popotnica, da tukaj smo, da smo eni od tistih, ki so prišli za nekimi Kelti, pa za nekimi Iliri, pa ne vem komu še, kar se mene tiče, zgodovina mi ni bila nikoli po svoje ljuba. Torej, imamo mogoče podobno situacijo, da proslavljamo tako kot spodaj Srbi, da proslavljajo svoj poraz. Ampak ravno ta poraženost je tudi svojevrsten znak življenja. Ko je umrl, da je potem se izpričalo, moral je živeti, da je lahko svojo smrtjo pomenil tako veliko manifestacijo. Gospod župan Pliberški, lepo pozdravljen. Delamo reportažo o Pliberku, pri župniku na obisku, in župan in župnik sta zelo pomembna v enem kraju. Kako je sodelovanje med župnijo in občino? Jaz lahko rečem, tudi ugotavljam, da sodelovanje z župnijo in z mestne občine Pliberk je zelo dobro. S gospodom Olipom zelo dobro sodelujemo. V naši občini je pa 4 far, tu je Šmeška fara, Prvoška fara, Pliberška fara in pa tudi Šmeška fara. 7 farami dobro sodelujemo. Kako pa je vprašanje dvojezičnosti in kulturne dejavnosti v Pliberku? Jaz mislim, da je nam v zadnjih letih uspelo, tudi dvojezični napisi zdaj vsi stojijo. Moje pismo župana je zmeraj dvojezično in pa tudi kulturno življenje v našem občini zelo živo in tudi dvojezični zbori in pa tudi druga društva so tudi dvojezična in sodelovanje z občino je zelo dobro. Kakšna imate pričakovanja za bodočnost? Za bodočnost si pričakujem, da naša občina nema kakšnih katastrof in pa da bo soživljenje z občani zmeraj tako dobro, pa zdaj je.